V letošnjih tednih vseživljenjskega učenja predstavljamo talente oziroma rekli smo, da gremo z učenjem od talenta do mojstrstva. In z nami je Danijel Siter, ki je svoj talent oziroma svojo strast po zgodovini odkril verjetno zelo hitro. Glede na to, da je še mlad in glede na to, da njegovo monografijo že držimo v rokah. Prvo monografijo. Danijel, kdaj se je začelo tvoje zanimanje za zgodovino? Ja, najlepša hvala za tvoje vprašanje. Zdaj, če želim predstaviti to svojo pot do poklicnega zgodovinarja in pa dejstvo, da sem zaposlen kot asistent in mlad raziskovalec na Univerzi Alma Mater Europaea, potem se je potrebno vrniti precej let nazaj in sicer natančneje v moje otroštvo. Zdaj jaz ne trdim, da sem v svojem otroštvu že nekako izoblikoval željo potem, da želim biti znanstvenik, akademik, raziskovalec, kakorkoli, ampak bi pa omenil, da mi je v bistvu moj stari oče nekako predal to strast do branja zgodovinskih knjig in do samega zanimanja za zgodovino. Namreč moj stari oče je kot prisilni vojni mobiliziranec v nemško vojsko žal ta eden izmed teh raznarodovalnih in germanizatorskih ukrepov tudi doživel na lastni koži. Boril se na vzhodni fronti, kakorkoli že kot otroko mi je iz zelo znane triologije o drugi svetovni vojni prebiral posamezne izseke, članke, hkrati pa vse to dopolnjeval še s svojimi spominskimi izkušnjami, ki jih je sam doživel na fronti. In nimam veliko spominov na svojega starega očeta, ampak to je pa en izmed spominov, ki se mi je zelo močno vtisnil v srce in pa hkrati tudi v spomin. Spominjam se, da mi je to prebiral, te izseke cele dni, tudi kdaj tudi ob večerih. Tako da sem nekako to njegovo prebiranje ves čas nosil v sebi. Potem sem se nadaljeval z gimnazijskim izobraževanjem na šolskem centru Rogaška Slatina. Tam sem nekako začel tudi brati zgodovinske članke, še intenzivne prebirati zgodovinske knjige in zato sem se odločil v bistvu, da se to nadgradim z študijem zgodovine. Na začetku celo z dvopredmetnim študijem, na dodiplomskem študiju sem vpisal zraven še geografijo in sicer na oddelku za zgodovino in geografijo Univerze v Mariboru, Filozofska fakulteta. Kasneje pa sem se želel specializirati, tukaj nekako že se je izoblikovala nekaka vizija, da želim biti raziskovalec, zato sem se odločil za modulski študij zgodovine in sicer novejše zgodovine, zgolj 19. in 20. stoletje. V 20. stoletje se časovno in pa tematsko tudi okvirja samo obdobje druge svetovne vojne. Zato sem se v bistvu potem selil iz Maribora na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, na oddelek za zgodovino, kjer sem vpisal, kot sem že omenil, modul novejša zgodovina. Tukaj sem se recimo pridružil tudi večletnemu, sprva 3-letnemu, kasneje še za 1 leto podaljšanemu, torej na koncu 4-letnemu raziskovalnemu projektu o okupacijskih mejah. Natančneje sam sem bil poleg nekaterih drugih raziskovalcev zadolžen za pokrivanje, raziskovalno pokrivanje in pa tudi terensko samega obsoteljskega obmejnega sektorja. Po zaključenem študiju v Ljubljani, po magisteriju, z magistrskim delom sem bil nominiran tudi za Prešernovo nagrado, sem potem v bistvu uspel dobiti pozicijo mladega raziskovalca na 2 institucijah. Izbral sem Univerzo Alma Mater Europaea, natančneje Fakulteto za humanistični študij in od tlej odločitve nisem nikoli več obžaloval. Se pravi, tvoja pot je bila skozi jasna, skozi zgodovina, ampak verjetno je še pa kaj, kar te pa tudi privlači in zanima v življenju. Kaj je še tisto drugo? Ja, res je, primarno mi je vsekakor strast, raziskovalna strast, zgodovina, to mi je v bistvu tudi služba. Imam pa seveda tudi nekatere druge talente, zelo rad se ukvarjam naprimer s športom. Tukaj bi zlasti omenil recimo tenis, že več kot naprimer 10 let igram tenis, rekreativno, bi rekel kar na visokem nivoju, večkrat tedensko, pa tudi zelo veliko smučam v Sloveniji, tujini, tako da je kar nekaj talentov. No? Rekel si pa, da nekaj pa pogrešaš
Nekaj bi še pa rad bolj izpopolnil. Ja, morda bi izpostavil to, da pogrešam recimo predvsem zaradi pomanjkanja časa. Kot asistent še imam tudi precej drugih zadolžitev in obveznosti na univerzi. Morda bi izpostavil to v bistvu, da pa pogrešam še intenzivnejše in večje in bolj množično branje knjig. To je neka taka stvar, kateri bi si še želel posvetiti, namreč z branjem knjig si širimo obzorja, tako da to je vsekakor ena stvar, ki se ji želim še posvetiti v nadaljevanju ob času. In kaj bi sporočil mladim, ki se odločajo za poklic? Kako slediti svojim sanjam? Sledite svojim sanjam, bodite ambiciozni, ne ozirajte se na mnenja drugih, samo utrite svojo pot in je to. Ne ozirajte se na mnenja drugih. Hvala, Danijel, in srečno še naprej. Najlepša hvala.